Pozdravljeni. Zopet je na vrsto prišel naš običajni komentar novic, kjer si bomo kot ponavadi pogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Kot verjetno že dobro veste, tudi danes se bomo ustavili pri 4 različnih temah. In ukolikor vas zanima, kaj piše v citiranih člankih, imate tudi tokrat bližnjice do originalov, navedene v samem opisu. In seveda slika v barvah pomeni, da navajam tisto, kar sem prebral v že prej omenjenih člankih. Ko se slika spremeni v črno-belo, pa dodajam moj osebni komentar oziroma moje osebno mnenje. Tako, tokrat smo na hitro ponovili pravila tega rahlo drugačnega formata, zato se lahko takoj lotimo prve današnje teme. A v prvi današnji temi se bomo ustavili pri 2 člankih. Prvi je tisti, ki smo ga lahko videli na spletnem portalu The Race 15.6. Drugi pa oni, ki je bil objavljen 16.6. na spletnem portalu motosport.com. Kar 3 ekipe so se pritožile nad odločitvijo FIE glede razveljavitve kazni Pieru Gaslyju. Najprej tovarniška ekipa Mercedes, ki zahteva revizijo kazni, ki so jo dali Georgeu Russellu. Naj vas spomnim, George Russell je dobil 5 sekund pribitka zaradi domnevno prehitre vožnje skozi bokse in ker ni odslužil kazni na prvem postanku, so mu dosodili 2,5. Ampak če so napačno merili hitrost, sploh prvega prekrška ni bilo. V drugem primeru je pa pritožba McLarena in Red Bulla nad razveljavitvijo samih pribitkov Pieru Gaslyju. Namreč Pierre Gasly je prišel na 3. mesto, zato ker so drugi odslužili domnevno nepravilno zapisane kazni in je on tisti, ki je izkoristil okoliščine. In tu bi lahko dejali, da so si pri FII naredili res veliko uslugo, ko so tako hitro razveljavili obe kazni Pieru Gaslyju. In treba je povedati, da so res pri Alpinu izkoristili dano ponujeno priložnost, ampak izgleda, da jih bodo ekipe skušale potisniti nazaj. Rešitev, ki se lahko nekako poraja, je ta, da bi voznikom iz tiste končne lestvice odbili čas, ki ga ponavadi pribijejo, če določen voznik ne izpolni kazni. Ne bi bilo dokončno pošteno, ampak tudi Pierre Gasly na koncu ne bi bil 3. in na primer George Russell bi dosegel nekaj točk, kar bi verjetno zadovoljilo večino, zagotovo ne vseh, ne bi bilo pa absolutno pošteno. Ampak če pri FII ne znajo razmišljati 2 koraka vnaprej, je tudi prav, da se jim zgodijo takšne zadeve. Najprej je treba biti prepričan vase in na to, preden se stvari tako pavšalno popravljajo, se je treba tudi zavedati, da ukolikor se favorizira enega, se bodo lahko drugi pritožili. A zopet dokaz, da tudi pri FII so prisotni ljudje, ki se pogosto motijo. A pustimo sedaj to in oglejmo si drugo današnjo temo. V drugi današnji temi se bomo dotaknili nekoliko starejšega članka. Ta je bil objavljen 10.6. na spletnem portalu Sky Sports.
In treba je poudariti, da so pri FII nekoliko spremenili svoje načrte. Namreč razmerje moči med termičnim in električno-hibridnim delom pogonskega sklopa bo bilo 60:40 šele leta 2028. A verjamem, da ste to novico že zasledili. Zanimivo je, seveda, kako bodo po eni strani znižali moč električno-hibridnega dela in dvignili količino energije, ki jo bo mogoče uskladiščiti med krogom, medtem ko pri termičnem delu bodo napravili nekaj zanimivega. Dovolili bodo večji pretok goriva. In tu bi vas rad spomnil na enega izmed mojih starejših prispevkov, ker sem govoril, ali gredo pri Formuli 1 korak v pravo smer, in sem izpostavil prav to težavo. Namreč mnogi kritizirajo sodobne hibridne pogonske sklope zaradi električnega dela, sam sem videl glavno težavo v onem termičnem in predvsem v gorivu. In spraševal sem se, kako bodo dvignili moč, brez da bi povečali sam pretok. In tu so mi potrdili teorijo. Namreč v letu 2028 bo višji pretok, kot je letos. V naslednjem letu bomo imeli neke vrste vmesno stopnjo, kjer se bodo zadeve popravile v navednicah za približno polovico. A videli bomo, zakaj gre. V resnici je pa treba dodati, da kdaj imam tudi jaz prav, čeprav mnogi tega nikoli ne bodo priznali. A pustimo sedaj to in posvetimo se tretji današnji temi. Tretja današnja tema se bo pa dotaknila članka, ki je bil objavljen 15.6. na spletnem portalu f1.com. Tu smo lahko prebrali, kaj je bil razlog za odstop Nika Hülkenberga na veliki nagradi Barcelone. In kot bomo videli v nadaljevanju, je bil razlog malce bizaren. Hülkenberg je na dirki sledil Liamu Lawsonu, ampak Lawson je na enem ovinku malce zdrsnil iz proge in njegovo pogonsko kolo je šlo v pesek. Dvignil je kar nekaj kamenčkov in eden izmed njih je priletel v Audija Nika Hülkenberga in mu sprožil varnostno stikalo. To pomeni, da se mu je aktiviral gasilni aparat pod pokrovom in da je stikalo prekinilo kontakt motorju z notranjim zgorevanjem. Torej, vzrok tega, da je Nico Hülkenberg predčasno končal dirko za veliko nagrado Barcelone, je nekaj, kar si marsikdo izmed nas sploh ne da predstavljati. Namreč kamen, ki zadene varnostno stikalo in sproži tisto proceduro zasilne zaustavitve, je nekaj, kar verjetno pri nobeni ekipi sploh niso predvideli. Ampak zgodi se in pričakujemo lahko v prihodnosti, da bodo stikalo nekako zaščitili tudi pred tem. Namreč v Formuli 1 je potrebno imeti tudi takšne primere, da se zadeve popravijo, da se bolide naredi tudi iz tega vidika bolj zanesljive. A to, kot sem že povedal, je tudi čar Formule 1, da se zgodi tisto, kar se nobenemu ni sploh prikradlo na pamet. Ne nam med publiko, ne njim v garažah. A poglejmo si še zadnjo današnjo temo. Za konec pa kot običajno tista malce bolj obrobna, a upam, da tudi zanimiva tema. Danes bomo ogledali članek, ki je bil objavljen na spletnem portalu The Race 14.6. Tu smo lahko prebrali, kako je Andrea Kimi Antonelli
po končani dirki za veliko nagrado Barcelone dobil 5 sekund pribitka. In treba je povedati, da med samo dirko komisarji niso zapazili, da bi 4-krat zapustil tiste razmejitve same proge. Ampak na to so jih verjetno opozorili pri ekipi McLaren. In verjetno vsi vi se spomnite one komunikacije Landu Norrisu, ko so mu predlagali, naj bo manj kot 5 sekund za Antonellijem, ker bo kaznovan. Očitno so komisarji PS pregledali, koliko prekrškov je v resnici napravil Andrea Kimi Antonelli. A tu je treba dodati še nekaj. Andrea Kimi Antonelli je odstopil in verjetno marsikdo izmed vas se bo sedaj začel spraševati, ali se mu bo kazen prenesla na naslednjo dirko, veliko nagrado Avstrije. In odgovor je ne, ker Andrea Kimi Antonelli je prevozil več kot 90% predvidene razdalje, zato je bil na koncu dirke uvrščen in 5 sekund se je prebilo tistemu času, ki ga je pač postavil. In to je nekaj zanimivega. Po dirki so komisarji priznali svojo napako, ampak konec koncev to ni spremenilo absolutno nič. Ne na dirki za veliko nagrado Barcelone, ne na bodoči veliki nagradi Avstrije. Toliko o tem, to je bila zadnja tema današnjega komentarja novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.